To je Peugeot 3008 dizel. In to je Peugeot 3008 dizel, ki porabi nekaj manj goriva. Zakaj? Zaradi baterij. Je namreč prvi dizelski hibrid na svetu. In koliko manj porabi, to bomo ugotovili na današnjem testu. V hibridni različici imamo 4 možnosti delovanja pogonskega sklopa. Avtomatskega, kjer o načinu delovanja motorja in elektromotorja odloča elektronika. Izključno na električno energijo, kadar je dovolj elektrike in kadar ne pretiravamo s pospeševanjem oziroma ne vozimo nad mestno omejitvijo. Imamo možnost tudi 4-kolesnega pogona, pri čemer motor, kadar je le mogoče, polni baterije, da s tem omogoča dodaten pogon koles. Športna opcija pa pomeni dvoje. Dizel se vrti v višje obrate, kar sicer ne bo mogoče videti, saj je na armaturki namesto merilca obratov le merilec količine uporabljene moči. Elektrika pa pomaga z odzivnostjo velikega navora pri nizkih vrtljajih. Glede na to številko 4 pričakujemo, da ima ta Peugeot 4-kolesni pogon. Zato poglejmo, če je tukaj robusten zadnji diferencial. Ampak ne, kot vidite, zadnji kolesni par poganja elektromotor, kot smo že navajeni pri nekaterih hibridih. Vprašanje pa je, ali je to dovolj. Ali je dovolj moči na zadnjih kolesih, da hibridno 3008 lahko štejemo za SUV-ja. Sedim v klasičnem Peugeot 3008 z le prednjim pogonom. Tale klanec pa nam simulira terenske oziroma zimske razmere. Poskusimo. Z klasičnim pogonom nam ni uspelo. Poglejmo, če bo uspelo v hibridu. Dodatnih 20 oziroma 27 kW električnega pogona na zadnjem kolesnem paru pride še kako prav in naredi Peugeot 3008 veliko bolj praktičnega. Seveda zato to ni terenec, ker ima tudi premajhno razdaljo od tal, ampak v slabih voznih razmerah nam dodatni zadnji pogon pride še kako prav. Po 140-kilometrskem testnem krogu z mešanim ciklom smo v hibridnega nalili 10 litrov dizelskega goriva, v navadnega pa 11, torej razlika manj kot liter na 100 prevoženih kilometrov. Pri tem je hibridna različica tudi zmogljivejša, saj 163 konjskemu dizlu pomaga elektromotor, tako da skupaj pridelata preko 200 konjičev. Kakšna je torej razlika med hibridnim in običajnim dizlom? Hibridni je zmogljivejši in ima manjšo porabo, a zato je težji in ima tudi nekaj tisočakov večjo ceno. Toda na koncu, ko se nam zdi, da o hibridni 3008 vemo že vse, eno vprašanje ostaja nejasno. Zakaj ima ročica menjalnika obliko odpirača za konzerve in nima položaja park? A pri avtomobilih, ki skušajo izstopati, je oblikovanje tudi umetnost in pri tej pač ni mogoče vsega razumeti.